Boštjan ga bo zdajle odpeljal še do mizarja, midva se v bistvu vozila zdajle v avto, ki je nekako napol narejen. Mi smo svoj del opravili, zdaj pride pa na vrsto mizar, da avto noter obleče, da naredi omarce, da naredi vse, kar bo ta avto spremenil v en tak lušen kemperček. Stilsko bo pa popolna kopija Westfali iz tistega časa. Kaj ima to za en motor? Ker vidim, Auspuh je nek poseben. Ja, Auspuh je, pravzaprav motor ni originalen, tle noter je 1.6 motor, ker je 1.2 motorček, ki je bil original, je le mečkam podhranjen. Ta mašinca ima tam, bo rekli, 55 končkov, pa Auspuh je drug, zato da se malo lepš zavrti, to je pa tudi brkanje vse. Ok, se pravi, to bo zdaj en tak kemper. Gume ima celo original, oziroma zdaj te, ki so prišle zraven. Gume so gor te, ki so prišle s kombijem. Zdaj, kakor smo zvedeli, se je nazadnje ta kombi uporabljal kot trgovinca za surf opremo in so ga rabili za vozice po peščenih plažah Kalifornije, kar je pomenilo, da gume seveda morajo biti malo večje, pa malo širše. Ampak, ok, najbolj rjast, oziroma najbolj ga je rja udarila na strehi. Kako bo to izgledalo? Mislim, a to še rjavi naprej, ali si kaj zaščitil? Ja, veš kako je, zdaj, če bi ta avto bil parkiran pred blokom, pa tako naprej bi slejko prej začele vratvati luknje, glede na to, da bo pa parkiran v garaži, pa vožen bolj, ne ljubiteljsko. In tudi, če ga včasih ujame dež, rečeva, ne vem, 2 plohe na let, ne bo nič hudega. Tako da ne rabi nobene posebne nege, celo priporočljivo je, da ga ne pucaš, kar je pa zelo v redu. Zapravo, ta avto ti sploh ni treba prati? Ne, v bistvu ga... V bistvu škoduješ, če ja, tako je, ni ga priporočljivo, ne sem, da ga ni treba. Koliko misliš tako, da gre? Kako bi bila končna? Ja, mislim, se ni treba probati. Ker nima varnostnih pasov, no? Vseh ne rabiš. Če se pa bojiš, pa bi rad bil prvezan, lahko še ga spiješ, pa si prbit. Pa je tudi v redu. Ne, takole, te avtočki, tudi tale konkretno ima še zmeri reduktor gor, ker takrat, ko so bili originalno opremljeni z 1.2 motorjem, je bil tisti motorček precej švok za to težo, pa sploh za nosilnost, ki je imel. Tako da so oni z reduktorjem mačkam povečali moč na kolesih, kar bo posledično pomeni, da je končna hitrost precej nižja. Za tole mašino, ki je zdaj noter, bi rekel, da je končna nekje 100-105 km/h. Da gre to? To gre, več pa ne. Pa tudi takle avto ni glih narejen za avtoceste. To je avto za magistralke, magistralka 70-80 na uro, pa ga prav lepo uživaš. S tem, da tudi če greš na dopust, glede to, da bo to kemperček, se ti verjetno nikamor ne mudi.